Živijo, sem David, že od 1. razreda živim za nogomet in danes se bom družil s selektorjem slovenske nogometne reprezentance Matjažem Kekom. Najprej ste bili nogometaš, nato uspešen trener in sedaj selektor reprezentance. Kakšen je recept za tak uspeh? Recepta ni nekega, ki bi vam lahko pomagal mlajšim. V genih sem že imel po očetu nagnjenik na nogometu, zelo mlad sem se odločil za igranje. Koliko ste bili stari, ko ste začeli igrati nogomet in kateri igralec je bil vaš vzornik? 6-7 leti sem začel pri pionirjih nogometnega kluba Maribor. Moj vzornik skozi igralsko kariero pa je vedno bil Franco Baresi. Ste pri šolskih testih kaj goljufali? Vedno si probal na nek način prelisičiti učiteljico ali učitelja. Včasih te je ulovila učiteljica, si bil kaznovan, včasih je pa šlo tudi skozi, ampak tudi to je del šolskega življenja. Kaj pa pri športu? Meni je najvažnejša zmaga in za to zmago je včasih potrebno narediti marsikaj. Seveda so pa sodniki zato tisti, ko se igrajo tekme, da nekje delijo pravico, včasih tebi v prid, včasih pa tudi ne. Tudi v športu se dogajajo nešportne stvari, kot je podkupovanje zaradi prirejanja rezultatov. Kaj vam pomeni beseda integriteta? Nečedne stvari, jaz jim pravim nečedne stvari, enostavno ne spadajo v šport in moramo vsi streveti k temu, da je bilo tega čim manj, da se na vseh možnih nivojih borimo proti temu. Potem vas igralec ne more kar tako podkupiti, da bi ga uvrstili v reprezentanco ali v prvo enajsterico. Tudi svojega sina ne bi dal igrati, če se to ne bi zaslužil. Mogoče kdo včasih poskuša na kakšen način, ampak ne gre to pri meni. Niti za čokolado. Niti za čokolado, niti za kaj drugega. Junija vas čaka Evropsko prvenstvo v nogometu. Je cilj, da se prilagodite in premagate igro drugih ekip ali da jim vsilite svojo? Čim manj se prilagajati nasprotniku in gledati, da smo mi na določenem nivoju, ki nam bo prinesel pozitivni rezultat. Selektor je bil super, sedaj pa hitim na trening, da bom tudi jaz nekoč v ekipi slovenske nogometne reprezentance. Čau!